Bojan Tomažič, ki ga poznamo predvsem kot urednika tednika 7 dni, se je tokrat predstavil svojo tretjo knjigo. Knjigo, ki bo zagotovo všeč vsem tistim, ki imajo radi Maribor, Maribor tak, kot je danes. Poznamo vas kot glasbenika, kot slikarja, kot pisatelja, predvsem pa mislim, da ste bili najprej novinar. Kako je pravzaprav mogoče vse skupaj združiti? Vse je ustvarjalnost, delo, ki ga upravljam, je seveda novinarstvo, vse ostalo pa je dekoriranje življenja, lepšanje svojega življenjskega prostora. Delam pravzaprav z veseljem in vse tisto, kar naredim, tudi z veseljem pokažem. In zdi se mi, da recimo sliko, ki jo na nek način narišem, abstraktno delo, ko jo dam na steno, je nikoli ne dam v okvir, da bi se razgledala po tistem prostoru vsa tista pozitivna energija, ki jo pač seva. Ker jaz, ko sem pisal to knjigo, glavni junak pravi, da je slovenska literatura eno samo trpljenje, eno samo črne zgodbe, ki zamorijo. In ta glavni junak pravi, jaz bom pa šel zdaj napisati svetel roman, nekaj veselega. In glavni junak, profesor v šoli, razlaga, kaj se je dogajalo s temi junaki, o katerih jaz predavam mojim dijakom. Vsi so bili ali jetični, ali so nekaj hudega preživeli, ali so izgubili svojo ljubljeno, za katero niti niso vedeli, ali je to ženska njihovega življenja, ali je to tisto, kar so oni želeli, ali je to, ne vejo, ali je na vse zadnje, ali ona smrči, ali kako je, ali tisoč nekih stvari, malenkosti, ki delajo življenje, so jim bile neznane. Oni pa so govorili o veliki ljubezni, o velike zgodbe so delali iz vsega tega. Jaz sem si rekel, male zgodbe so pravzaprav velike zgodbe. Prej ste rekli, da je bil nogomet vaša prva ljubezen, da ste navijali za Maribor. Je tudi zaradi tega knjiga povezana z vijoličasto barvo? Ja, seveda. In junaki grejo tudi na nogometno tekmo. Pravzaprav Maribor, Zürich, res da rezultat ni bil ravno ugoden za nas. Ja. Vijolice sem izbral, so glavni junaki pravzaprav izbrali zato, ker jim rečejo solze ljubezni. In ko gre za skupino ljudi, ki se v tem iščočem mestu išče, so si rekli, da bodo šli iskat vijolice. Ljubezen, nekaj trajnega, kar je v krizni situaciji, v kriznem mestu, ki ima veliko ustvarjalnih ljudi, veliko veselja, veliko pozitivnega, a tudi veliko naivnosti, izjemno pomembno. Najti neko reč, s katero bom jaz preživel v tem mestu, najti neko reč, na podlagi katere bo to mesto prosperiralo, da ne bomo zadnji, da bomo prvi. Znani ste potem, da karkoli počnete oziroma karkoli govorite, vse obrnete na šalo. Zmeraj se vam je mogoče nasmejati in zagotovo je to tudi v romanu. Ja, veliko je
Jaz bom povedal najprej, če lahko, za prejšnji roman oziroma prejšnjo knjigo kratkih zgodb Konjska zarota, kjer ko sem napisal, sem rekel, wow, kak je pa to smešno. Sta pa dva različna recenzenta videla to zadevo diametralno nasprotno. Eden je rekel, kako duhovito, drugi pa je rekel, kako morbidno. Jaz gledam na vse stvari v življenju z svetle plati. Tudi ta dva junaka, Daniel in Lola, ki zapreta oči, pa greta po Mariboru, to je parabola, simbol, to je ne bodiva v svojem svetu, ampak bodiva v veselju, dajva se izogniti vsega tistega, kar je negativno. Ne poslušajva tistega, ki je tam rekel, zakričal nekaj ali ima nekaj sugeriral. Slišiva samo veselje. Zdaj se mi zdijo besedila celo zanimiva. Kot otrok sem jih poslušal pri babičini sosedi Majdi, ki jih je na stopnicah pred hišo vrtela na modrem plastičnem gramofonu Blueboom. V petek popoldne, v soboto in v nedeljo je ob glasbi imela solzne oči, prepričana, da nikoli ne bo imela moškega in otrok. Vrtela si je pesem Ničesar nimam, za kar bi še bilo vredno živeti, ki bi jo Škržat gotovo tudi omenil, če ne bi bila po samomorilcih prepovedana. Nekaj let kasneje, ko je imela moža in otroke, se solzna spominjala lepega samskega obdobja. Naslednja stvar, ki jo bom pa napisal, pa bo čisto glasbena zadeva. Čista glasba. Tokrat je imela Vonj ljubezni, se konča recimo z verzom ene Rukoline pesmi in notri so recimo CZD, jasno, notri je Quinton s svojimi besedili pa s svojim feelingom, s tistim, kar doda k tej zgodbi, z razmišljanji. Notri so Dr. Zero, ki jih v tej zgodbi celo zavrtijo tam na stadionu in pa številni drugi. To je pravzaprav ko sem to pisal, se mi zdelo, wow, ne, naslednja stvar mora biti glasba, čista glasba in tisti, tako da bodo tisti glasbeniki, ki vidijo pa zaznajo, pa slišijo, bom rekel, več, rekli, wow, ritem je, ne pada iz ritma.